Prvič nesunkovito pospešvati, ker se bo on 100% razkantil. Zdravo. Kam pa grejo zdaj te lutke? Še jaz ne vem čisto točen. Škoda, vsake toliko časa si moraš povzeti tudi kaj časa zase. Mislim, zase. Kaj zdaj kam grejo? Nimam pojma. Saj jaz sem že povedal, da je kuga prenovljena, a ne? Valjda sem povedal, sam ne spomnim se točno, kjer vlog sem to dal. Pa dobro se nima veze, ne? Ampak ta prenova se tudi dosti na hitro takole opasa. A vidiš, ko ima čist nov ksiht, sploh če ga takole od zgoraj pogledaš, veš, oblika luči, pa drugačna maska, pa tako naprej. Ena glavnih stvari pri prenovi je pa to, da je Ford ponudil kar dva čist nova paketa opreme. En se imenuje Vignale, tega že vsi dobro poznamo, pa jaz sem ga tudi že kar dobro predstavil v povezavi z S-Maxom. Ta drug je pa ST-Line in to je točen ta, s katerim je tale kuga opremljena. A kako prepoznaš ST-Line? Tukaj je značka, ampak to ni vse. Verjetno je jasno, da če se zadeva imenuje pač ST-Line, tako kot Fordovi športni modeli, potem je ta avto tudi malo bolj športni. In to valjda pomeni, da je avto tudi malo bližji tlom. V bistvu je ta kuga nižja za 1 cm, kot vse ostale kuge. Ford je porihtal tudi podvozje, tako da se ta avto pelje tudi malo bolj čvrsto, ker tukaj na snegu valjda ni čutiti, da je vse mehko. Je pa tudi res, da kljub temu, da je bolj čvrst, da ni pa manj udoben. No, vsaj tak feeling sem jaz dobil. Ja, grem jaz dosti nizko, da se vidi. Zraven tega paketa pride še tale difuzor, ki je tako pač valjda zgleda dosti športno, pa tudi lepo je okrog izpušnih cevi oblikovan. Tako, lušten. Pa feltne so drugačne, pa stopalke so aluminijaste, pa sedeži so športni, lej. Zdaj, kaj za zice reči, ne? Tale bočna opora je bolj izrazita, primerno čvrsta, hkrati pa ni tako neudobna, pa tudi na sedalnem delu je dosti podobna situacija. A pa še Tina rekla, da jaz ene stvari ne smem pozabiti povedati, ker to je za ženski ful pomemben. A veš, prag avtomobila je pravzaprav dvojni in ti lahko s tem avtom pičiš po blatu, snegu, kjerkoli čaš, ne? Ker ti odpreš vrata, je ta prag še vedno čist in potem si dama ne omaže nogavic, hlač, krila in tako naprej. Evo Tina, povedal sem. Zdaj se gre pa jaz pa lahko malo zabavati. Sam čakamo, se bo razkantil za mano, ali se ne bo zaenkrat mu gre... Lega, zaenkrat mu gre ful dobro. Paš kaj sem še hotel povedati? V tej kugi je že ta nov vmesnik Sync 3, to je Sync 3. generacije, ki je meni osebno, čist brez jebancije, eden najboljših, kar se tiče glasovnega upravljanja. Predvsem se pa spomnim enega podatka, ki mi je bil tak dosti fascinanten, in sicer, da je Ford v želji, da bi ta vmesnik naredil čim bolj prijazen, zato ker te vmesniki sprijaznimo se, so čedalje bolj pomembni deli pri avtomobilski izkušnji, da je zato izprašal oziroma pridobil mnenje kar 22.000 uporabnikov. To je pa že ena taka kar orang cifra. Pa če bo šlo tako, kot treba, bo jaz pa Rok tole zadevo posnela iz veliko različnih kotov, tako da predlagam zdajle par sekund za avtomobilsko bordersko romantiko. Ok, zdaj sva z Rokom odfurala že par kilometrov na snegu in jaz sem ugotovil dve stvari. Prvič, nesunkovito pospešvati, ker se bo on 100% razkantil. Shit, padel je, shit. Je okej? Ja. Resno mislim? Ja. Sorry. Druga stvar pa, odzivnost štirikolesnega pogona je za moje pojme v takih razmerah pač taka, dosti vzorna. V konkretnem primeru moram jaz ful paziti, zato ker pač borderje za sabo vlečem. In karkoli delam, moram delati v easy, počas, uglajeno. Evo, midva zaključujeva z najnim športnim dnevom, imela sva se noro, kuga je bila zelo uslužna, predvsem zaradi teh razmer, v katerih sva vozila, se pravi veliko, pa še malo več snega, štirikolesen pogon se je super odzval, pa nič, zdaj sva midva že malo lačna, ker cel dan dejansko nisva nič jedla, sva razmišljala samo o tem, kako se bova čim boljš imela. Roka so se imela dober! Thumbs up je dal, veš, to je dober znak.
No, evo, teli trije prijateljčki pa danes niso prišli na vrsto. Žal, z njimi sem namreč nameraval preizkusiti, kako učinkovit je Fordov sistem samodejnega zaviranja pri nižjih hitrostih. Če sem čisto iskren, mislim, da jim je malo odleglo. Ampak če bo tako, kot treba, pridejo na vrsto še sladko kisle s tole kugo. Takrat bo šlo pa malo bolj zares. Zdaj, idiotsko bi bilo, ne, da jaz Roka vlečem cel popoldan, jaz pa ne grem na bord. Ej, Rok! Nežno z gasom. Ej, ne se zibavati. Jaz sem posran! Pej, hitraj, Rok! Veš, kaj te porivam, nora!